Gospa predsednica Pirc Musar, ki je njen naziv takoj stopil v glavo in se začenja obnašati kot veličanstvo, kot arbiter za vse mogoče, je pozabila, da avtorsko delo gospoda Fariča je proslava. Ne verjamem, da gospa predsednica ni vedela, da proslava, ki smo jo gledali, je bila že politično cenzurirana. Mogoče, da tega ni vedela. Če je vedela, povedala ne bo. Jaz pa povem. Zdaj je pa tako. Takoj, ko je prišla na to mesto, je že stopila na grablje. Najprej stopila na grablje, ko je užalila koroške Slovence. Potem je grozila doktorju Eriku Breclju. Potem je v našem imenu, v imenu moje države, šla v Vatikan javno žalovati za papežem Ratzingerjem, za katerega vemo, kaj je predstavljal. In tako naprej, in tako naprej. In če misli, da se lahko spušča na moje področje, kjer ve o tem toliko kot njena čivava ali pa še manj, se jaz v njeno področje ne spuščam, ampak meni zadostuje, da vem, da je politična satira po mednarodnem avtorskem pravu zaščitena in ona kot pravnica bi to lahko vedela. No, in pa jaz povem. Predsednica Pirc Musar še zdaj je žalostna. Pogreša Ratzingerja, je v Vatikan odšla. Se v črno je oblekla, šla javno žalovat. Slovenijo predstavljat, se malce pobahat. Državniške obiske opravila je sproti. Na partizanska slavja zašla je po pomoti. Predsednica vsakogar, predsednica nikogar, je isto sranje ona ali pa kakšen logar. Ker pa satirik mora imeti kdaj tudi za kontrast mehko šapo, vam bom pa prebrala eno pesem o divji roži. Odkot se je vzela ta divja roža, skremplji na steblu, vsem na očeh, zmeraj pokončna, z jasnim pogledom, kako se je znašla v poslanskih klopeh. Odkot se je vzela ta divja roža v sanje objokanih romskih otrok, ki dostojanstva jih je naučila, ki so poznali toplino teh rok. Odkot se je vzela ta divja roža, ki s pravo besedo razkrinka laži, misli nam bere in nas razume. Tamara Vonta, hvala, ker si. Ministrica rešitev išče, pa jo zaprimo v zavetišče. Izstradajmo jo kot živali, zato naj vladi se zahvali. Ministrica Irena Šinko, je prav, da se živali muči? Odgovorite nam pri priči, sicer dobite jih po buči. Jaz, maček Kotik, ji grozim. Če kje na samem jo dobim, zato ker si je zaslužila, bo moje kremplje zaslužila. Občutila. Kar dolgo časa sem bil tiho, sem predel in te rad imel, a danes te nič več ne maram, sedaj pri meni si oplel. Že res, da si od sile fleten, a jaz sem fletnejši, da veš, ker jaz sem pesnik, ti pa štromar, ker jaz ostanem, ti pa greš. Se še podgan ne znaš loviti, ujel si le neznatno miš, dovolj je tvojih kompromisov, mar od janšistov se učiš, štromar. Nas je Islandija prva priznala, a je politika to zamolčala.
raje pred vsakim se papežem plazi, pravih prijateljev pa ne opazi. Katolicizem kroji nam prihodnost, silno skrbi nas, slovenceljska rodnost. Splav prepovedati cerkev želi, a o zlorabah previdno molči. Robert prisrčno se s škofi rokuje. To je vesel, krivonosi zore. Bog ve, o čem so se dogovorili, pazi se, Štromar, gledamo te. Kajti satirik se lahko loti česarkoli, nekoga, ki je na področju moči. Satirik se ne sme nikoli lotiti tabu tem, kakor je recimo holokaust, trpljenje, umsko, telesno prizadeti, begunci, otroci, mladi ljudje. Teh svojega kremplja nikoli ne bi zapičila recimo enega mladega politika, recimo v Hojvika. Ker na nek način, ko ga gledam, me spominja na mene, ko sem bila v njegovih letih. Do takrat jaz sem gledala vse črno-belo. Jaz sem bila navdušena ali pa ogorčena, besna, vse mogoče in sem bila 100% prepričana, da imam prav jaz in nihče drugi. In ker je ta mladi človek, ki je inteligenten, to ni noben idiot, da ga zmerjajo z Breivikom, to je kratko malo svinjarija, to se ne dela. To se pravi, če pišem verze, morajo biti izbrušeni. Metrum, rime, vse to mora klapati. To mora biti izdelek profesionalno pièce bien faite. Drugače se tega raje usvarilo raznim Pirkovičem in tako naprej. Ne. Treba je obvladati žanr, ker to je enakovreden literarni žanr satirične pesmi, katerekoli pesmi. To je treba obvladati in to ve tudi Boris A., ki tudi piše izvrstne satirične pesmi. To je, najprej je treba obvladati obrt, potem pa naprej. Kaj dela Svetlana Makarovič, ko ne piše? Kadi, hranim, kadi, zdaj se nekaj učim kvačkati, vzorc, nekaj poskušam skvačkati, pa rezultat je pa tako, kot da ne bi človeška roka delala, tako da boljše, da s tem neham. Drugač pa se pogovarjam z Mačkom Kotikom, ga vprašam za mnenje, tako kot priporočam gospe Pirc-Musar, da svojo čivavo sprosi za mnenje, ne? Če jaz vprašam Kotika, kaj si misli o oblačenju naše predsednice, pa se Kotik prime za glavo, ona lahko vpraša svojo čivavo, kaj si misli o meni, ampak kaj je doma, je eno, kaj se pa javno izjavi, je pa čisto nekaj drugega.